stare države, nam bo Petra Svolšak nekaj povedala med zlomom in prelomom, torej o zadnjem evropskem in slovenskem vojnem letu. Petra, prosim. Spoštovani, po tako imenitnem predavanju se je seveda zelo težko sesti na isti stol, zato naj mi bo že vnaprej oproščeno, pa vendar. Za izhodišče razprave si izposojam naslovno vprašanje raziskave o razpadu Habsburške monarhije, ki je sicer še work in progress, vendar je osnovna teza o temeljnih razlogih razpada monarhije že postavljena, le v podrobnostih jo bosta John Dewar in Oliver Gums še razdeljala v prihajajoči monografiji. Zgodovinarja sta si namreč postavila vprašanje, kako zlomiti državo. Odgovore seveda iščemo in najdevamo v različnih tezah in zornih kotih, ki skupaj vodijo do spoznanja, da je bilo razpadanje monarhije sočasen proces več procesov na različnih nivojih, z različnimi hitrostmi, a vsi so bili enosmerni in ne nazadnje dokončni. Mnenja so zelo različna, zelo nasprotujoča, od tistih, ki krivijo za razpad izključno zunanje sile, do takšnih, po katerih je ljudstvo monarhije z izterjavo svojih pravic povzročilo njen propad. Kot je bilo že rečeno, so razpadu botrovali različni dezintegracijski procesi, ki so se odvijali po različnih stopnjah in so bili kratkoročni ali dolgoročni, začenši z nereformno naravnanostjo cesarja Franca Jožefa, ki jo je neuspešno korigiral njegov reformni naslednik cesar Karel, a je zapečatil dvojnost monarhije s prevzemom ogrske krone, vojni absolutizem, ki je res da popuščal v letu 1917, a je oživitev demokratičnih političnih praks prinesla bolj priložnost za obračunavanje, kot pa za trasiranje nadaljne skupne poti. Naraščajoče socialno nezadovoljstvo v zaledju, ki je vplivalo tudi na tistega na fronti, ter sam položaj vojske na fronti. Vsekakor bi lahko že sedaj referat zaključila strinjanjem z ugotovitvijo, da je monarhija razpadla od znotraj, v veliki meri tudi zaradi slabih in usodnih vojaških odločitev od začetka vojne dalje. Zunanje sile pa so predvsem od poletja 1918 dalje s pomočjo učinkovite propagande zamajale temelje večstoletne monarhije, a to je bilo mogoče le zato, ker so bile notranje tenzije tako velike. Vojska je na razlog našla v razlagi, da je bila zabodena v hrbet, saj ni dobila ne hrane, ne obleke, ne orožja. In prav ali predvsem v vojaškem oziru ne moremo mimo vloge zavezništva oziroma Nemčije kot zaveznice Avstro-Ogrske ter njenega satelitskega odnosa do dvojne monarhije, avstro-ogrske vojaške odvisnosti in nesamostojnosti v odločanju, tudi v ključnih trenutkih za obstanek monarhije. Odnos, ki ga je Mark Cornwall duhovito označil kot prisilni jopič in se je povsem razgalil v tako imenovanem Waffenbundu med državama maja 1918, kar so nekateri nemški časopisi celo komentirali kot prenehanje dvojne monarhije kot neodvisne države in njeno priključitev k Nemčiji kot nemške pokrajine ter na način uresničitve nemškega koncepta Mittel Evrope potem, ko se je začetna ideja gospodarskega in kulturnega sodelovanja združila z idejo Lebensrauma. Ta satelitski in vse prej kot zavezniški odnos naj bi vplival tudi na zahodne zaveznike, da se pravzaprav nima smisla več ukvarjati z nemškim satelitom. Zaveznice so od maja 1918 dalje odprto podpirali na primer češko-slovaške politične načrte, tako imenovano češko mafijo ter češke legije, ki so postale del zavezniške vojske, česar jugoslovanskim legijam v nastajanju ni nikoli uspelo. Sočasno ali z manjšim časovnim zamikom se je razkrojevalnim procesom pridružila tudi Italija, aprila 1918 tudi sklicateljica Kongresa zatiranih narodov s politično agendo razsutja monarhije in vzpostavitve južnoslovanske države, kar je bilo sicer na vzkrižju s cilji italijanske četrte vojne za neodvisnost. Tako kongres kot sama propaganda so avstro-ogrskim zatiranim narodom postavili namreč alternativo nemško-mađarski dominaciji.
Pomlad 1918 je prinesla prenehanje boja na vzhodni fronti, a mir ni prinesel pričakovanega ali bolje želenega olajšanja, nasprotno. Prehranske krize ni rešil, povzročil je vračanje z bolševizmom okuženih vojnih ujetnikov in povzročil pravo paranojo v vrhovih avstro-ogrske vojske, pa tudi dodatno obremenil že tako obuboženo in lačno vojsko. Po podatkih avstrijskega vojnega ministrstva namreč naj bi se do 18. oktobra 1918 iz ruskega vojnega ujetništva vrnilo 670.000 vojnih ujetnikov. So slednje nadaljnih dogodkov in potez od mirovnih pobud do zadnjega obupnega reformnega poskusa cesarja Karla v oktobrskem manifestu je odmrznilo, če parafraziram Aleksandra Watsona, stanje neizogibnega kolapsa, v katerem se je dvojna monarhija znašla od začetka leta dalje. Oktobrski manifest je bil signal za razpad, če uporabim nedavno zapisane besede Andreja Rachtena, je manifest prišel prepozno in ponudil premalo. Nekdanji ogrski ministrski predsednik Tisa je celo naznanil, da je vojna izgubljena in so se narodnosti avstrijske polovice začele pripravljati na ločitev. Ko je bila odpoklicana ogrska vojska, ki je ostajala pred Vitorijem Venetom v zaledju, da bi prešla v domovino v obrambo njenih novih meja, so enake želje obstajale tudi pri obstalih nacionalnih skupinah skupne vojske, ki so se začele obračati proti nastajajočim domovinam, a ne z dezertiranjem kot dotlej, temveč z upori drugega gorskega strelskega polka, 27. domobranskega peškolka, ki ni hotel v Srbijo, zagrebškega 25. ogrskega domobranskega polka, ki prav tako ni ubogal, južnoslovanski in ogrski vojaki skupine Borojevič na Pjavi so razglasili, da se ne bodo borili. 23. oktobra 1918 je Karlovški 79. polk razorožil pripadnike ogrskega Honveda v mestu ter prevzel poveljstvo nad vojno luko, floto pa je cesar predal državi SHS, medtem ko je Donovska prešla k Madžarski. Kljub priprošnjam cesarja Karla naj papež posreduje pri italijanski vladi, da ta ne bi sprožila zadnje ofenzive, je bil zavit tudi ta zadnji žebelj. Res, da nekoliko pozno tudi za zmagovalca, da bi lahko brezkompromisno razglašal odločilno in dokončno zmago. Kot enega najbolj usodnih razpadnih procesov se v zadnjem času, ne zgolj pri omenjenih zgodovinarjih, temveč tudi pri mlajši generaciji avstrijskih zgodovinarjev, ali če izpostavim ime Tamari Scher, poudarja tako imenovano notranjo vojno med avstro-ogrsko vojsko in civilno oblastjo, tako imenovan napad na pravno državo, Reichsstadt, kot je bila postavljena leta 1867. Te utemeljitve razpada postavljajo v ospredje obdobje Prve svetovne vojne ter vojno samo in zgolj ali v manjši meri nerešene nacionalne probleme v monarhiji ali globoko zasidrano tradicijo avtokratskega ali celo nedemokratičnega vladanja ali kombinacijo obeh. Kot pravijo, je dejstvo, da je bila monarhija relativno živahna ustavna monarhija, predana vladavini prava in zmožna usmerjati lojalnost in politično imaginacijo svojih državljanov, ki pa so, moji zvesti narodi, iz nje vendarle odšli. Zadnje vojno leto je bilo za monarhijo izredno težko, na obeh frontah, bojni in notranji. Pomanjkanje vsega je bilo geslo dneva, izgube na bojiščih so se kopičile in prizadele vsako avstro-ogrsko mesto, vas, družino. Razrahljani politični okovi po odprtju Dunajskega parlamenta so, kot že rečeno, nasprotno od morebitnih pričakovanj, prinesli na parlamentarni oder vrsto nacionalnih, socialnih in političnih interpelacij in obtožb. Če dodamo še težke razmere v vojske, se razgrne pahljača razlogov, ko so povzročili globoko temeljno krizo pravne države in državne legitimnosti. Toda ta kriza je temeljila predvsem v izrednih razmerah, izrednem stanju in izrednih ukrepih, ki so bili načrtovani za to, da bi država v primeru vojne delovala učinkovito. Državne oblasti so jih pripravljale že leta prej, in sicer na podlagi zakonodaje iz leta 1912, še posebno 14. člena, ki ga je Peter Judson duhovito poimenoval figov list za uvedbo izrednih ukrepov. Ta zakonodaja je torej omogočila uveljavitev izjemnih ukrepov v primeru vojne,
kar bi zagotovilo mobilizacijo prebivalstva za morebiten vojni napor ali kakršnokoli drugo veliko krizo države. Veljali naj bi začasno, za čas mobilizacije, dejansko pa so bili brezčasni oziroma brez natančno določenega roka trajanja. Poudariti velja, da so tudi druge vojujoče države, Velika Britanija, Francija, Italija, Nemčija, uveljavljale ukrepe, s katerimi so suspendirale običajne politične aktivnosti ter trdno povezale vojaški in državni nadzor nad gospodarstvom, tiskom in državljanskimi pravicami, kar je povzročilo najprej nejevoljo in sčasoma proteste, ne pa tudi razkrojev države. Francija je izredno stanje prav tako uvedla za nedoločen čas in vojska je prav tako prevzela policijska in sodna pooblastila za določena kazniva dejanja proti varnosti države in ustavi. V Nemčiji so bile lokalne oblasti podrejene vojaškim poveljstvom, pa vendar je vojska v obeh primerih zadržala nek nevtralni položaj. Kar je ločilo habsburški primer od ostalih je dejstvo, da je Prva svetovna vojna v monarhiji povzročila razpad ustavne države, da je bila ustava napadena od znotraj strani vojske, katere interes je bil usmerjen proti legitimističnim praksam države in njenih uradnikov ter proti kompromisom, ki so bili sklenjeni med državo in civilno družbo. Zagotovo se lahko strinjamo z ugotovitvijo, da je vojna radikalno spremenila odnos med državo in državljani in je z leti neodločilnih rezultatov na frontah, ko je država neusmiljeno preizkušala meje vzdržljivosti in požrtvovalnosti, vztrajanja in žrtvovanja svojih državljanov, za vodenje, gospodarstvo in gospodarjenje vojne morala poseči po številnih virih, ki jih je usmerila v en in edini cilj, zmagati in preživeti. Evropske vojske so bolj ali manj vse skušali mobilizirati elemente vojaške nujnosti, da bi prevzele nadzor nad zakonom in pravnimi postopki, a v habsburškem primeru je bil ta poseg, ta vdor usoden. Dne 25. julija 1914 je bilo objavljeno izredno stanje, sprememba pravnega okvirja za nadaljnje delovanje države v vojni. Takrat je prišlo do prenosa civilne administracije na vojaško, a ne v vseh delih monarhije enako, ravno nasprotno v vseh treh delih monarhije različno. V Bosni in Hercegovini je prišlo do popolnega suspenza državljanskih pravic, do vojaškega nadzora mej in pošte in podobno. V Avstriji, kot vemo, je bila ukinjena osebna svoboda, uvedeno je bilo kaznovanje za motenje javnega miru in mobilizacije, določeno je bilo sodelovanje mestnih in državnih uradnikov glede obrambe države in državni uradniki naj bi bili v izkazovanju ali prakticiranju patriotizma model citizens. V ogrskem delu države so civilne oblasti dale nadzor nad civilno sfero, celo pridobile so dodatna pooblastila in s tem možnost mediacije med vojaškim in civilnim poljem. Slednje je prišlo do izraza na primer na vrhuncih prehranske in preskrbovalne krize, ko je Ogrska zadrževala zaloge in jih bila pripravljena deliti predvsem ali samo za vojsko. Po mnenju nekaterih zgodovinarjev, nenazadnje je tudi praksa pokazala, da so v tako imenovani Schmutziger Krieg avstro-ogrske vojaške oblasti pohodile vladavino pravo ter samo ustvarjale podlago za aplikacijo prava proti svojim državljanom, pri čemer so bile v odnosu do njih bolj nepredvidljive ali celo arbitrarne. Izjemne razmere so bile za vojsko pogoj za uspešno mobilizacijo, da je na nek način izvedla problem cleansing. Po 24. maju 1915 se je izredno stanje še zaostrilo, ko je na širšem vojnem območju v vseh slovenskih deželah, na primer razen v Prekmurju, vojaško sodstvo začelo soditi civilistom in jim v obsodbah dalo zgolj dve možnosti, smrt ali oprostitev. Kar je prav v deželah, ki so veljale za monarhiji zelo lojalne, vzbudilo strah, celo paranojo, ker je vojska med drugim pod drobnogled vzela tudi širše politične razmere. Kljub dejstvu, da je vojska instrumentalizirala vladavino prava za svoje politične cilje, da se je premaknila v prostor, ki ga je med državo in državljanom zasedalo uradništvo in zakonodaja, pa velja tudi ugotoviti, da vojska v svojem poskusu prevzema države ni povsem uspela. Uspela pa je zamajati temelje te države in mreže, ki jih je država ustvarila v času miru. Tudi odprtje parlamenta ni izboljšalo stanja, starih praks ni bilo mogoče oživiti, poslanci so v letih nezasedanja doživeli in preživeli marsikaj,
tudi strahovlado vojaškega režima. Kot primer velja navesti poziv ministrskega predsednika Kramar-Tenikov o potrebi ali nuji čaščenja padlih avstro-ogrskih vojakov, na kar je Anton Korošec odgovoril, da je seveda potrebno žalovati za njimi, to, da stotine in stotine so zapravili svoje življenje v zaporih vse od začetka vojne, kot rezultat narodnega sovraštva, veliko nedolžnih je bilo obsojenih, nekateri celo na smrt, tega, gospodje, ne bomo nikoli pozabili. To bo peklo kot globoka boleča rana. A še vedno lahko tem argumentom za razpadanje države oporekamo s protiargumentom, da so bili podobni ukrepi uvedeni tudi drugje. Res je tudi, da so lakota, pomanjkanje, žrtvovanje, tudi poskusi Antante, da bi nekatere avstro-ogrske narode izvabili iz monarhije, prispevali k procesu razpadanja. A kot trdita Gams in Dejak, je bila raven oziroma ostrina izrednega stanja v dvojni monarhiji tolikšna, da je nepopravljivo poškodovala monarhijo in njene ustavne temelje. Pri tem je potrebno poudariti, da vojska ni delovala izven zakona, temveč je svoje ukrepe utemeljevala z vojnim pravom. Sistem izrednih ukrepov pa je bil zlorabljen tudi od spodaj, kot sta so zanimivo pokazale tako Maureen Hill za Dunaj ali Tamara Scher in Nancy Wingfield za avstrijski del monarhije. Deloval je na podlagi denunciacij, ki so bile neke vrste izraz ljudske volje za participacijo v režimu. Torej je šlo za dvotiren proces, tisoči so bili zaradi ukrepov vojnega režima prizadeti in tisoči so v njem participirali. Denunciacije so bile odsev večletnih nakopičenih nacionalnih, jezikovnih konfliktov in medosebnih odnosov ter zamir, vendar pri tem, na primer Jackson dodaja, da jezikovna in nacionalna pripadnost nista bila izključna podlaga za denunciacije, je pa bila podlaga za to, kako bo vojni nadzorni urad Kriegsüberwachungsamt obravnaval prijavo, saj so nekaterim nacionalnostim bolj zaupali kot drugim. Leto 1918 je razgalilo nemoč države, da bi rešila kakršenkoli problem, tako na vojaškem kot civilnem področju. Lakota in pomanjkanje, kot že večkrat omenjena, sta dodobro načela vzdržljivost in vzdržnost domače fronte, stavke v industriji, ki so jih do konca leta 17 oblasti še uspevale zadrževati, so v zadnjem letu vojno nezadržno opozarjale na nevzdržne razmere, demonstracije na domači fronti so zahtevale razrešitev preskrbovalnih težav in dodajale politične zahteve o koncu vojne. Prehranska kriza, skrajna racionalizacija osnovnih življenjskih potrebščin in nazadnje propad aprovizacijskega sistema so načenjali razloge za vztrajanje. Tudi za vztrajanje v državi, ki ni uspela prehraniti svojih državljanov, niti vojakov ne. Slaba preskrba je bila eden od ključnih vzvodov za vojaško nezadovoljstvo in neposlušnost. Med prazničnimi dnevi leta 1917, govorimo o božičnih praznikih, se je zmanjšala dnevna porcija kruha 420 gramov na 350 gramov. V začetku maja 1918 na 250 gramov, 9. maja 1918 pa zgolj na 50 gramov kruha na dan. Kruh je simboliziral sitost in lakoto, bil je merilo socialnega statusa in tako se je začela lomiti še bojna fronta. Odpor v vojski se je sprva kazal predvsem skozi dezertiranje, tudi že pred letom 18 in pravzaprav so bili prebegi stalni spremljevalec avstro-ogrske vojske in so svoj vrhunec dosegli prav proti koncu leta 17 in v zadnjem vojnem letu. Naslednja stopnja vojaškega odpora so bili vojaški upori januarja, maja in oktobra 1918 s temeljnim in edinstvenim sporočilom o končanju vojne in vrnitvi domov, ali kot je citiral Vlado Vodopivec, pripadnika 17. pehotnega polka, v razpravi o slovenskih upornikih: uprli smo se, ker smo bili lačni, ker so delali z nami kot psi, ker smo hoteli domov v svobodo. Na notranji fronti so se stavkom v industriji pridružile demonstracije za kruh in mir. Tudi v Ljubljani med 22. in 24. aprilom 1918 in v drugih slovenskih mestih. Že ljubljanske demonstracije so, kot je odlično pokazal Janko Pleterski, nakazale, da vojska ne bo brezpogojno ukrepala. Se na primer pripadniki nadomestnega bataljona 2. gorskega strelskega polka v Ljubljani niso želeli nastopiti proti demonstrantom, po večini demonstrirajočim ženskam in otrokom.
In ko je vojaški inšpektor general-major Otor Hermanski ob nepokorščini poročal obrambnemu ministrstvu, je ugotovil, da enote povelja niso izpolnile dovolj energično, uporniško razburjenje pa je ocenil kot resno, predvsem pa je bila zaskrbljujoča jugoslovanska propaganda, zaradi katere so vojaki nosili kokarde in trakove slovensko trobojnico, ter se pogovarjali na veleizdajniški način. Demonstracije so bile dokaz nemoči oblasti, da zadovoljivo ali sploh poskrbijo za svoje državljane in za njihovo osnovno pravico hrano. A v žrtvovanju državljani niso bili enaki. Ta njihova drža, kot je bila postavljena na začetku vojne ob drugi, to je vzdržati, je zaslužila različno hvaležnost države, kot so pokazali poslanci jugoslovanskega kluba v interpelacijah o nepravičnem dovažanju zalog hrane na Kranjsko v primerjavi s Koroško in tudi z Dunajem, kjer pa je bila situacija tako pereča, da je niso mogli ublažiti niti morebitni viški na račun slovenskih in hrvaških dežel. Tudi zato so se začele dokončno trgati vezi med državo in državljani. Med notranjimi razdiralnimi silami je vsekakor potrebno omeniti pravzaprav izviren slovenski prispevek k razpadu monarhije, to je civilno mobilizacijo v podpori Majniški deklaraciji, o kateri je govoril že Peter Vodopivec, torej deklaracijsko gibanje, ki kot civilna iniciativa ne izpade iz nobene sodobne razprave o končevanju monarhije. Njegov zamah v velikih valovih od ljubljanske izjave do decembrskega poziva žensk k podpisovanju v podporo Majniške deklaraciji predaje več kot 200 000 podpisov slovenskih žensk, med njimi recimo tudi Begum, 24. maja 1918 dr. Antonu Korošcu. Z novimi raziskavami, že omenjenih v predhodnem referatu, je Vlasta Stavbar naštela že več kot 325 000 podpisov. V zadnjih 2 mesecih je monarhija grmela v propad. Kolabirale so vse fronte in že junijska ofenziva na Pjavi je pokazala, da si vojska ne more več moralno, ne fizično pomoči. Gmotna kriza je bila neobvladljiva, vojska se je začela nacionalno polarizirati, kot je stanje primerno ocenil Mark Cornwall, zavladali sta mentalna in fizična depresija. Slabo vojno in fizično pripravljenost je nenazadnje dodatno prizadevala odločitev nemškega zaveznika, da gre z vojno do konca in ne usliši predlogov svojih avstro-ogrskih sogovornikov, naj vojno čim prej končajo, saj so predvidevali, da vojska naslednje zime ne bo vzdržala. Le kako bi jo, ko je vojak na italijanski fronti v povprečju tehtal 50 kg in so bila medicinska predvidevanja, da bo polovica moštva med 19. in 21. letom starosti zbolela za tuberkulozo. To stanje je s pridom izkoriščala italijanska propaganda in spodbujala prebege iz avstro-ogrske vojske, izključno na podlagi nezavidljivega gmotnega stanja v vojski. Omeniti velja, da je v zaledju ostajalo kar 250 000 vojakov in prav toliko jih je bilo na fronti in med slednjimi je bilo seveda osrednje vprašanje smisla nadaljnjega žrtvovanja. Reakcija vojaških oblasti je bila takojšnja. Zadnji meseci vojne so predstavljali višek patriotične vzgoje v vojski. S predavanji, organizirano je bilo celo tekmovanje za najboljše patriotično predavanje, za katerega nagrada je znašala 200 kron, željo po širjenju patriotičnega materiala, ki pa se ni mogla uresničiti iz zelo banalnega razloga, ker jih ni bilo papirja. Z utišanjem nepatriotičnih časopisov, kot na primer Straž zaradi protivojaških člankov in zahtevo po objavah člankov, ki bi poudarjali na primer slovensko lojalnost do monarhije, ter nevarnost, ki jih predstavljata Italija in morebitna jugoslovanska država za slovensko varnost. Avstrijska propaganda na bojišču je napadala nasprotnika in neuspešno branila položaj in značaj monarhije, a nikakor ni mogla tekmovati z uničujočo krizo in notranjimi nemiri, ki so pretresali monarhijo in o katerih je pisalo tudi dnevno časopisje. Neprepričljivo je zagovarjala star model monarhije, prednosti življenja v veliki in močni državi ter nesposobnost preživetja malih držav. A rešitve nacionalnih konfliktov ni ponujala, ker se je držala principa, da političnih tem ne vnaša v vojsko. Vse je bilo zaman. Konec septembra 1918 je Bolgarija prosila za mir. V prvem oktobrskem tednu tudi Nemčija in Avstro-Ogrska in takrat, pravi Mark Cornwall,
bi moralo biti vsakomur jasno, da se nad monarhijo zgrinja poraz, kot ga je že v spomladanskih mesecih napovedal nekdanji poveljnik vzhodne fronte, ki je svojemu generalskemu kolegu zapisal: "Nažalost, toliko je gnilega v deželi Danske, da so vrata na stežaj odprta pesimizmu." Takrat je država s svojim propagandnim strojem obrnila ploščo in od vojske zahtevala obstati do trenutka, ko bo dosežen časten mir, ob sprejetju Wilsonovih 14 točk, a do tiste mere, ko te ne bi ogrozile celovitosti in enotnosti monarhije. Ta poteza avstrijskega vrhovnega poveljstva je bila potrebna predvsem zato, da se je izognila kaosu, pri čemer moramo ugotoviti, da je novembrski umik vojske potekal v skoraj neverjetnem redu v zaledje, kjer se je vojska razformirala in remobilizirala posamezne nacionalne vojske. Peter Judson zatrjuje, da negotov, morda neusklajen ali celo, kot pravi, nepomemben datum razpada monarhije veliko pove o okoliščinah razpada, ko je bil razjeden vsakršen občutek obojestranskih odgovornosti in obveznosti med državo in državljani. Usihala sta tako ljudski kot monarhični patriotizem, tako da se je samodejno postavilo vprašanje smisla nadaljnjega obstoja monarhije. Naj še zaključim z izposojenkom, če sem z njo že začela. Fran Milčinski je zadnje dneve monarhije in porajanje nove države komentiral. Kako čudno. Vsa srca nemirna in razburjena, vse zunanje življenje pa vsakdanje in mirno. Torej je šlo, kot je zapisal avstrijski zgodovinar Rauffensteiner, bolj za tiho smrt, kot pa za grand finale. Hvala za posluh.